Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal, moje ime je Ka Solo. Oktobra je konc, dajmo se pogovoriti o vseh filmih, ki so prišli ven meseca oktobra. Oziroma filmi, ki sem jih jaz gledala meseca oktobra, zaradi tega, ker nisem bila glih najbolj pridna s kinom ta mesec, nisem pogledala čisto vseh filmov, ki so prišli ven, ampak sem pa jih dosti, da naredim nek video in vam povem, kaj sem gledala, pa tudi ene filme, ki sem jih gledala v privat, pa da vam dam neka priporočila. Tako da ja, dajmo kar začeti. Netflix. Prvi film, ki sem ga gledala, je bil Blonde o Marilyn Monroe in o tem filmu je precej kritik, bom kar iskrena, okej? Film je vizualno čudovit. Ana de Armas je, že v Bondu je bila toliko lepa, ampak kot Marilyn, ko je blond, je pač, res je čudovita, obožujem jo. Nažalost pa film sam po sebi, meni ni bil glih toliko dober. Kar se tiče zgodbe, Marilyn res ni hotela, da bi se o njej govorilo na tak način, da se izpostavljajo samo njene ljubezenske težave. In se mi zdi, da me predvsem moti v filmu to, da ni dosti poudarka na tem, da je ona vseeno bila talentirana igralka. Je nekaj malega, ampak se mi zdi, da ni dosti. Marsikdo je tudi rekel, da ga motijo prehodi iz črno-bele v barvo, pa različni ratios, ker je res veliko sprememb. Ampak se mi zdi, da to nekaj doda v ta mystery njenega življenja, pa da je res vizualno film, sploh ne moram dosti poudariti, koliko lep je. Kostumi v tem filmu. S časoma, ko bom delala več tehle videov, boste verjetno opazili, da jaz ful ne maram, kadar so kostumi inaccurate, se pravi, da so kostumi majčken off. In v tem filmu vse so dobri, res ima ta pravo silhueto, ampak se vidi, večina outfitov je prilagojenih na današnji čas, zato da so nam malo bolj attractive, niso pa toliko dejansko accurate, kakor so oni takrat nosili. Klasičen primer je to, da pač takrat so imeli modrce, one špičaste slikca. V tem filmu pa pač tega ni, ker so pač naredili malo bolj moderno. Zmotila me je scena, kjer Marilyn in njen mož hodita po plaži in ima Marilyn eno res lepo oblekco, spodaj ima pa teniske. What? Pač ni bila neka influencerka leta 2021 ali 2022, ne vem, kjer leto je. Bila 50-ta. Ni bila glih tako oblečena. Ker sem na začetku rekla, da se Marilyn prikazuje tako, kot mogoče ni bila glih čisto v resnici, se mi zdi, da je to za take pomembne zgodovinske like fejst narobe, ker recimo, če pogledamo primer film Amadeus, kjer imamo o Mozartu, je tam the bad guy, njegova konkurenca, skladatelj Salieri. In v tem filmu je neka zgodba, da je Salieri ubil Mozarta, kar v resnici ni res, je zelo napačno in basically nič od tistega filma ni res. Ampak zaradi tega, ker je film postal toliko popularen, dejansko mislimo, da je Salieri bil nek bad guy, kar pač ni bil je res odličen skladatelj, ki ga nažalost nobeden ne pozna. In se mi zdi, da tudi pri Marilyn je lahko ta problem, da bomo s časoma pač pozabili na njeno pravo zgodbo in bomo mislili, da je pač taka, kako je bila. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da pri zgodovinskih osebah nekako ostanemo accurate temu, kakšni so bili v resnici. So pa v tem filmu ene ogabne scene, posilstvo je, potem njen splav je na krut način prikazan, seks scene so vse majčken ogabne, zdaj ne bom nobenih spoilerjev devala, ampak je ena scena, oziroma več teh scen, za katere ne moramo vedeti, a so res resnične. In kakor sem rekla, nočemo, da se zgodovinsko osebo povezuje s tako stvarjo, zaradi tega, ker pač je treba vseeno pokazati neko spoštovanje do te osebe, ki je naredila za svet ogromno, so za filmsko industrijo je ena najpomembnejših. Si želim, da teh scen ne bi bilo not. Tudi recimo splavi, tiste scene, kjer se pokaže dejansko pač dojenček v trebuhu. Marilyn nikoli ni bila toliko visoko noseča, da bi bil dojenček že toliko razvit in se mi zdi, da je to ful narobe, ker niso prikazali dejansko accurate, kak je dojenček v tem stageu, koliko je bila ona noseča. Teda temu filmu dam mogoče eno 4/10, ker je pač vizualno je lep, za pogledati je, ampak tudi jaz sem ga mogla gledati 4 dni. In vsakeč sem se mogla vmes ustaviti, zadihati, si vzeti malo cajta in naslednji dan gledati naprej. Naslednji film, ki ga imamo, je Amsterdam, ki je prišel ven ta mesec, je bil v kinu, je še vedno v kinu. Jaz sem se kar veselila tega filma, ker je vizualno se mi je zdel res lep. Cast je amazing, Christian Bale, Taylor Swift je not, Robert De Niro. Casting je amazing. Ampak kaj se v tem filmu dogaja? Listen, I don't know. Iskreno, jaz nisem našla nekega fokusa v tem filmu, ker se mogoče malo preveč poudarja to, da so neki celebrities noter. Poleg tega, vsi ti celebrities, kot da ne znajo igrati, ker naenkrat neko mrtvo igrajo, edino mogoče Robert De Niro se še neko trudi igrati,
Ostali so pa res weird. Pa, ok, Christian Bale, kind of cute v tem filmu, ne vem zakaj, res mi je prerasel mi je srcu. Vsi ostali pa, what happened here? Je bilo pa je odkrog tega filma fulene drame, da režiser ni bil ok, whatever. Pač ja, vedno je tako, da če je casting v filmu ogromen, vsi lahko predvidevamo, da je šlo veliko budžeta v casting in ne toliko v zgodbo in v režiserje in vse ostalo, tako da bo pač film malo slabši. Če vidite film, ki ima amazing cast in so vse vloge, so neke full celebrities, dajte to vzeti malo z rezervo, zaradi tega, ker verjetno pač zgodba ni dosti dobro razvita. Taylor Swift ne zna igrati. Let's be honest. Taylor Swift je v tem filmu samo zaradi tega, ker je Taylor Swift. Moram pa dodati še Laurino mnenje, zaradi tega, ker Lauri je bil pa tale film dejansko všeč in sem jo prosila, da mi pove, kako se njej zdi film. Tako da, kaj je Laura povedala? Torej, tukaj imam zdaj Laurino mnenje. Laura je rekla, da je film zelo lepo posnet. Lepi so kadri, lepa je estetika, lepe so scene, pa res so lepe lokacije, s čimer se definitivno strinjam. Camera work je beautifully done. Nenavadni peni, šoti v noge, lepi bližnji kadri, spet ful se strinjam. Pravi, da je igralska zasedba malenkost nepričakovana oziroma nenavadna, ampak njej je bila perfektna. Zgodba pa, sploh ne veš, kaj je point, držiti do zadnjega, pričakuješ, ampak ne veš, kaj sploh. Mystery. Ves čas se sprašuješ stvari. S čimer se strinjam, ampak mogoče jaz, ko sem gledala film, nisem bila tok in the right place, da bi me ta mystery tok držal, kakor je njo. Mogoče, če bi ga še enkrat gledala, bi ga mogoče malo drugače dojela. Naslov se Lauri zdi malenkost overrated, lahko bi bilo kaj drugega, bolj misterioznega, po drugi strani je pa perfektna. Zaplet oziroma razplet je nepričakovan, ampak izpeljan lepo in smooth. All in all se Lauri zdi zanimiv film, sploh zaradi tega, ker je malo bolj artsy in Laura je temu filmu dala oceno 10 od 10 in prav, da bi ga gledala še enkrat in po moje, glede na njeno oceno, bi ga tudi jaz. Jaz temu filmu dam iskreno 2 od 10. Meni se ne zgodi pogosto, da dejansko hočem med kino iti ven. Film smo šli pa gledati z Lauro in z Ianom in smo z Ianom sred filma smo šla ven, kao malo zadihati, ker dejansko se nama ni več dalo slediti temu filmu. Naslednji film je Avatar, ki je prišel spet nazaj v kino za neki cajta, zaradi tega, ker decembra pride drugi del. In so se odločili, da ga bojo dali nazaj v kino, kar se mi zdi ful dober, zaradi tega, ker ko smo ga prvič gledali, je bilo to že res 11 let nazaj in če ste slučajno pozabili, kaj je film, kakšna je zgodba, pa tudi malo so ga še digitalno predelali, da je majčkeno boljši, je res fajn, da ste to ujeli mogoče v kino. Če pa vas zanima kaj več o tem filmu, si pa lahko pogledate Kraljevski podcast, ta zadnja epizoda je bila o Avatarju. Avatarju dam drugače oceno 10 od 10, ker ga obožujem, komaj čakam, da pride naslednji. Potem imam 3 filme, ki jih dejansko nisem šla gledati. Nisem dejansko bila toliko kino, kakor sem rekla. Moonage Daydream, Pot v raj in Tam, kjer pojejo raki, nisem ujela v kino, čeprav sem si želela, mogoče bom gledala doma. Naslednji film, ki sem ga gledala doma, dejansko smo ga gledala z Juretom, je Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, režiserja Tima Burtona, ki je eden izmed mojih najljubših filmov. Nekaj cajta sem dejansko ta film in pa Gatsbyja sem vedno gledala za novo leto, ker je tak film, ki ga redno gledam celega in ne zaspim zraven. Obožujem ta estetik, ker cel film zgleda črno-bel, pa sam kri rdeča, obožujem ta London, ne vem, ta steampunkish estetik, pa umori, kri. Sicer ne maram grozljivk, ampak to pa je ena grozljivka, ko jo res obožujem. Pa glasba je neverjetna, jaz vem, da sem včasih ful gledala te videe, analize glasbe iz Sweeney Todda, ker je pač, to je drugač musical, če vas zanima, nisem ga še šla gledati, verjetno ga pa bom. Takoj, ko bom imela priložnost, sem šla gledati ta original musical, ker film je. Ok, prej sem rekla, da mogoče cast je malo a warning, v tem filmu pa ni, ker tukaj noter so pa Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Alan Rickman, sam casting, top casting, v tem filmu tudi pridejo dosti do izraza. Alan Rickman je sicer the bad guy, ampak ful dober igra. Johnny Depp je itak, po moje lahko rečem, da kar naš najljubši igralec, ker pač se lahko strinjamo, da je amazing. Če pa omenjam Tima Burtona, ki je pa pač itak bog od režiserjev, res vse skupaj pride v en tak čudovit film, ki je vedno super za gledati med Halloween. Ja, zdaj je sicer že po Halloweenu, ampak za naslednje leto pa si lahko napišete za film, ki ga boste gledali na Halloween, Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Ocena tega filma 11 od 10. Včasih sem ga gledala na pol leta, pač res.
Juretu sicer ni bil všeč, ki ne mara musicalov. Naslednji film je A Marriage Story, kjer igrata Scarlett Johansson in Adam Driver in je precej žalosten, malo bolj realen film, ni fantazija, pač pa gre o zgodbi, kjer se starša ločujeta in imata otroka in morata v bistvu iti skozi ta shit show ločitve. Jaz sem ga zdaj že gledala drugič. Če imate ločene starše, je priporočam zagledati. Če nimate ločenih staršev, še bolj priporočam zagledati, zato da pač mogoče malo bolj razumete vse vaše frende, ki imajo mogoče ločene starše, ker je to ena stvar, ki te spremeni. Ni vse tako črno-belo, ni samo, da greta starša na razen, pač pa je lahko pač tudi kaj, še vedno so čustva. Sploh v tem filmu na koncu, cel film me ne, moja starša so se tudi ločila, pa si ono, sure. Na koncu par zadnjih scen, kjer pa se s sinom objamejo in pač se odločijo, da ne morejo več živeti skupaj, čeprav se imata ona dva še vedno rada, je pa res, kot da bi eden vzel nož in ga direkt v moje srce in vedno se čizjočem. Tako da ta film, zaradi tega, ker je čustveno zelo težek, pa sta Scarlett Johansson in Adam Driver toliko dobra igralca in toliko dobro se jezita en na drugega, ampak se vseeno imata toliko rada. 10 od 10. Ta mesec je bil boljši s filmi, zaradi tega, ker sem jih jaz izbirala, ker niso bili samo iz kina. 10 od 10, v glavnem, majčkeno bolj odrasel film, ampak ga priporočam tekno. 16+, recimo. Mogoče, če si mlajši, ne dojameš še toliko tega filma, če ste pa starejši, sploh mojih let, pa definitivno priporočam. Naslednji je National Treasure, ki je tudi že malo starejši, je na Disney+. S Juretom smo ga gledala, ker smo oba dva iskala nekaj, kar bi bilo Indiana Jones, pa oba dva smo res fana tega. Neko avanturo, neki, kar ima veze z zgodovino, pa je avantura, pa se malo, pač Indiana Jones in modern times. Igra Nicolas Cage, ki je itak, že on sam je en tak National Treasure. Sta dva dela, tretji del bi mogel priti ven, pa mislim, da ga ni bilo, pač film ni bil tako dober sprejet, kot so hoteli, da bi bil, kar se pač pogosto zgodi. Koliko smo pogovarjali v filmi, bolj boste opazili, da so eni filmi, ki bi mogli postati cel serija filmov, pa so dejansko to skenslali. Meni se to zdi ful zanimivo, pa ful iskreno žalostno, ker eni filmi si res zaslužijo, da bi imeli naslednje dele. Eno od teh je National Treasure. Kar pa bi rekla, je pa, da sta zelo forgetful. Da nista Indiana Jones smo gledali 500krat. In za vsakega vedno si zapomniš, o čem se gre kjer. National Treasure pa vseeno, stari moj ne znam ti povedati, kaj se dogaja v drugem filmu. Tako da malo slabša ocena, verjetno 6 od 10. Good Time, film, ki si ga naštimaš, pa ga gledaš, pa ga pogledaš in pol naslednji dan ne veš več, kaj si gledal. Je pa a good time, no, pač Nicolas Cage je vedno a good time. Ena je serija The Empress, ki je še nisem pogledala do konca, bi pa se en rada govorila o njej. Zdaj, mogoče bi naredila vnaprej posebej videe za serije in za filme, ker če ne bo zelo hitro postalo preveč. Ampak tokrat bom naredila še v istem videu, ker nisem toliko gledala ta mesec. Govori serija o avstrijski princesi Sisi, obožujem zgodovinske stvari, period dramas are my favorite. Imam pa eno pripombo. Kaj so ti frizure in kaj so ti obleke. Že prej sem rekla, da pač mene obleke vedno throw-offajo. In tukaj ne vem, če so v tistem času res imeli prav bob, tako ga imam jaz, pa on ravn frufru. Ne bi glih rekla, da je to historically accurate za tist čas, pa tudi par oblek je takih, ki pač mogoče tist čas ne bi nosili. Vsi so bili fashionably že dost naprej, ni pa bilo še toliko moderno. I guess so spet iskali, da bi bilo malo bolj relatable za našen čas. I don't know, dejansko nisem to delala researcha, ker je pač avstrijska serija in nisem niti se toliko poglabljala v njo, hotela sem jo pač omeniti. Ena stvar, ko jo moram reči za serijo, zdaj sem pogledala 3 epizode od 6, da recimo scena, kjer imajo party, dejansko zadnji ni neke druge glasbene podlage, da bi bil res feeling partija, pač današnjega partija, ampak je klavir ali pa simfonični orkester ali pa kaj takega, ker je pač, tako je bilo. Oni takrat niso imeli zvočnikov, da bi imeli ne vem kako muziko, ampak so dejansko mogli v živo igrati glasbo. In da je to pač accurately pokazano v filmu, ker recimo v Gatsbyju me moti, prav dobro skupaj paše, ampak if you think about it, v 20 niso imeli electric swinga. Tehno glasbe, nič ni bilo electric music, pač pa je bil samo swing, tako da v Gatsbyju je mogoče to problem. Tukaj je pa amazing, ker je samo to kot glasbena podloga. Teda tej seriji za enkrat dam 8 od 10, ker je še nisem pogledala do konca, moti me sam pač kostumi, vse ostalo mi je pa amazing, pa priporočam jo, da jo gledate v nemščini, ker v angleščini vsaj mene malo throw-offa, ker je pač vse se dogaja v Avstriji. Ok, naslednji film, ki ste ga verjetno najbolj čakali, je Prhostar 2, oziroma 2 promila.
Jaz sem sam tako rekla, jaz nikoli nisem bila fan Prhostar prvega dela, ker pač sem iz Velenja in nisem z Gorenjske. Večina šal, they fly over your head, sploh jih ne dojameš, ker pač niso iz tvojih koncev. Verjetno boste tu relatali vsi tisti, ki niste Gorenjci. Mi smo še gledali prvi del verjetno v Celje, a pa v Velenje in pač boring. Nobody gets the jokes, it's whatever. Krat pa verjetno veste, da Jure je z Kranja in smo šli gledati film v Kranj. Šla smo ga gledati dejansko dan po premieri. It was such a good time. Pač, če hočete uživati v Prhostar, greste to gledati v Kranj, oziroma pač na Gorenjsko, ker pač tam pa folk dejansko dodaja na joke, ker se vsi se smejijo, vsem je dejansko smešno. In dejansko pobereš ta njihov vibe, pa če poznate koga, ko je iz Gorenjske, pač veste, da te dejansko govorijo in je pač še to bolj smešno. Sem dejansko šla film gledati še enkrat, pa spet v Kranj, mogoče je bilo malo manj ljudi, ampak še vedno so se ful smejali, pa ja, pač meni je zabavno zaradi tega, ker pač Jure dejansko te govori in je bilo amazing. Všeč mi je pa pri tem filmu to, da je dosti linearna zgodba in tudi, če se ne spomnite prvega dela, mislim, da ni toliko zakomplicirana zdaj, da pač ne bi mogli dojeti drugega dela. Ja, če niste prvega dela gledali, go ahead, pejte gledati drugega, edino, kar vam priporočam je, da greste gledati v Kranj. Se mi zdi, da Cineplex v Kranju kar dosti umira, tako da če lahko par ljudi taj pošljem, pejte, da ohranimo Cineplex v Kranju. Film je kratek, to priznam, ker sem rekla, ker sem ga včeraj gledala že drugič, se mi je zdel, kar naenkrat ga je bilo konc, že prvič sem bila malo v šoku, tak ja, a to je to. Ne vem, koliko je dolg, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da če bi bil daljši, I guess ne bi bil več tak hit, ker bi še bolj izgubil tiste ljudi, ki niso z Gorenjske. Zdaj pa, kaj pa je še mnenje od Jureta? I quote, jaz mislim, da bi se mogla osredotočiti na to, da je bil že prvi ekstra in da smo mislili, jaz zdaj po njegovo preberem, smo mislili, da nav zneslo, da v ta drug del tudi tok FaceTime je ratov, da je še boljši. Hvala za mnenje, Jure. Se strinjam, da pač verjetno, če vam je bil prvi dober, ste pričakovali, da bo drug pač slabši in ni. Drugi boljši. Drugač dam Prhostar, dam oceno 8 od 10, ampak vem, da če ne bi imela toliko vez na Gorenjskem in toliko razumela njihovih for, bi mi bil film slabši. Tako da, dajte filmu priložnost, pač odločite se sami, če ste z Gorenjskega, ste ga verjetno itak že gledali. Ja. Ne vem, kaj še naj rečem. A je kakšna taka stvar, ki mi je res ekstra všeč? Pahor je zabaven. Pa v naslednjem videu nas čakajo Črni Adam, Meni, Čudežni svet, Enola Holmes 2, Don't Worry Darling in mogoče bom tokrat še dodala serije, torej Krono, 5. sezona je prišla par dni nazaj ven in pa hočem pogledati še serijo o Jeffreyju Dahmerju, ker je še nisem. Tako da za filmi, ki sem jih gledala v novembru, se lahko veselite konec novembra. Upam, da mi je video všeč, upam, da sem vam dala dosti enih predlogov, kaj boste gledali ta mesec. Če imate kakšne dobre predloge, mi jih napišete tukaj spodaj, ali pa če ste gledali iste filme, ko sem jih gledala jaz, dajte mi svoje mnenje, da majčkeno predebatiramo. To je to. Še kaj moram povedati, followajte me še na Instagramu, kjer vam še večkrat delim kakšne filme, lajkajte tale video, subscribite se dol spodaj na moj kanal, kakor sem rekla, komentirajte kaj in kakor vedno, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!